Lep dober večer. Pričenjamo z 23. redno sejo občinskega sveta. Uvodoma moramo opravičiti gospoda Štromajerja, ki mislim, da še bo eno sejo manjkal, polje pa se že vrne, in pa gospod Založnik se je danes opravičil. Pozdrav tudi predstavnikom medijev, poročevalcem za posamezno točko, predsednici nadzornega odbora in pa tamle vidim gospod Podkubošek, ki je pri eni od točk vključen, se pravi, to je 4. točka. Vmes še enkrat, da se vsi navadimo obvestilo o delovanju glasovalne naprave, se pravi, enka za se obarva zeleno, dvojka proti se obarva rdeče. Smo pri potrjevanju zapisnika zadnje seje, ki je bila 16. februarja v teh prostorih. Osnutek zapisnika ste dobili skupaj z gradivom oziroma vabilom. Sprašujem, če so kakšne pripombe. Nekaj me čudno odmeva v teh prostorih, pa ne vem. Niso kriva vrata. In sprašujem, če so potrebne kakšne spremembe, dopolnitve zapisnika. Ugotavljam, da ni pripomb, zato predlagam, da preizkusimo te glasovalne naprave, se pravi enka za, dvojka proti. Niso 18. Še kdo ni pritisnil? Očitno še 3. Kako? Aha, mi zdaj celo vidimo, kdo ni pritisnil. Evo, se vidi. Enka. Ne, bil je pržgan. Kak? Ne, samo preverjamo. Ja, evo, pa še ena tehnična. Še ni. Kaj si že pristisnila? Ne, dajmo preverjati, ali deluje ali ne. Zdaj pa je. Enka se mora stiskati. Zdaj pa je 21 za, evo, vidiš, ki je fajn, da imamo zapisnik, da sprobamo, če vse deluje tako, kot mora. Ugotavljam, da je zapisnik 22. seje soglasno potrjen. Smo pri predlogu dnevnega reda. Videli ste, da je 8 rednih plus tista 9. stalna točka. Sprašujem, če je pri predlaganem dnevnem redu kakšna pripomba, dopolnitev. Ugotavljam, da ni. Zato predlagam še enkrat, da stestiramo delovanje glasovalnih naprav, enka za, dvojka proti. Ok, 19 za, se pravi. Irina šla ven, ja, to vidim. Jože tudi, pač ni glasoval, kaže, moramo. Si? Ne, to je v redu. Kaj si že stisnila? Jože, probaj, zdaj, če gre. Evo, zdaj pa gre. No, 2 poskusa, pri 3. pa šlo čisto v redu. Prav, dnevni red imamo. Smo pri prvi točki. To je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Slovenske Konjice. Gre za drugo obravnavo in za uvodno predstavitev bom prosil gospod Smiljano Sec, vipotnik z občinske uprave, da pove bistvo, kaj se dogaja med prvim in drugim branjem. Hvala za besedo. Dober večer. Besedilo predlaganega odloka se od prvega branja ni spreminjalo. S predlogom se formalno pravno ureja izvajanje obvezne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Javno službo bo upravljalo javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica. Hvala. Zelo kratko, ker v bistvu se, ko ste slišali, se nič ni spreminjalo od prvega do drugega branja. In najprej bi šli po odborih. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Ofentavšek, prosim za mnenje
odbora k predlaganemu odloku. Hvala za besedo. Odbor je obravnaval na svoji redni seji in sprejel naslednji sklep. Odbor je obravnaval predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Slovenske Konjice in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem v drugi obravnavi. Hvala lepa. Še predsednica statutarno-pravne komisije, magistrica Ksenija Klamfer. Ja, tudi statutarno-pravna komisija je obravnavala predmetni odlok in predlaga sprejetje odloka o spremembah in dopolnitev odloka o gospodarskih javnih službah. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Slovenske Konjice tudi v drugi obravnavi. Glasujemo. Tako, ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Slovenske Konjice. Tako dolgi naslova še nisem videl. Gre za drugo obravnavo. Tudi tu bom prosil za kratko uvodno obrazložitev gospod Smiljano Sirc-Vipotnik. Ja, hvala. Tudi tukaj se besedilo predlaganega odloka ni spreminjalo, gre za uskladitev za potrebno izvajanje te obvezne gospodarske javne službe, se pa navezuje seveda na prejšnjo točko dnevnega reda. Tako pač zadeve morajo formalno biti potrjene oziroma sprejete. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Ofentavšek, prosim za mnenje odbora. Hvala za besedo. Odbor je obravnaval ta odlok in sprejel sklep, da se ga da na občinski svet v sprejem v drugi obravnavi. Ne, je preveč škoda cajta. Še statutarno-pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer. Ja, tudi statutarno-pravna komisija je obravnavala predmetni odlok in predlaga občinskemu svetu sprejetje tega odloka. Hvala lepa. Odpiramo razpravo. Gospod Štefanič. Magari kar z roko v ta zapisnik zapišete, na 3 koncih je izpadla beseda zbiranja. Naprimer, druga točka, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu določenih vrst manjka. Zbiranja, potem je tudi na drugi strani spet zbiranja in pa v samem sklepu o načinu določenih vrst zbiranja manjka. To, da kar, da boste imeli urejeno, samo toliko. Reče pa ljudi. Ja, v bistvu ne gre za odlok, ampak gre za zapisnik. Ja, ok. Ja, v redu. Zdaj razumem, jaz mislim, da je treba odlok spreminjati, ampak ne, tam, zapisnik odbora. Ok. V redu, to se bo popravilo. Ugotavljam, da razprave ni in zato predlagam druge razprave vsebinske glede na ta odlok z dolgim naslovom. Zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme obravnavani odlok še v drugi obravnavi. Si glasujemo. Ok. Hvala, ugotavljam, da je proti ni nobenega, se pravi 20 za, nič proti, odlok je sprejet v drugi obravnavi. Hvala lepa poročevalki. Mi pa prehajamo na tretjo, bolj vsebinsko točko. To je predlog zaključnega računa proračuna občine Slovenske Konjice za leto 2016. Gre za hitri postopek in za uvodno predstavitev bom prosil gospod Natašo Fabijan, vodjo oddelka za javne finance na občinski upravi. Hvala. Dobar dan vsem skupaj. Pred nami je gradivo zaključnega računa za leto 2016. Proračun občine za leto 2016 je bil sprejet v decembru 2015 po sprejetju zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2016 in 2017, v katerem je bila določena povprečnina za leto 2016 522 evrov, ki pa je za pripravo proračuna eden od pomembnejših podatkov. Proračun je bil tako sprejet v prihodkovnem delu v višini 10 milijonov 547 tisoč evrov in na odhodkovnem delu v višini 10 milijonov 858 tisoč 790 evrov. Izvrševanje proračuna je v prvem polletju potekalo v skladu s planom, izkazana je že bila višja realizacija davčnih prihodkov, predvsem je izstopal davek na dediščine in darila, višja realizacija pa je bila tudi na komunalnih prispevkih, ki je že presegala celoletni plan. Na odhodkovni strani je realizacija potekala v skladu s planom, saj se je pokazalo, da je pri večini postavk 40 do 50 odstotna. Kljub zmerni realizaciji proračuna v polletju so nadaljne spremembe narekovale pripravo rebalansa za leto 2016. Višina proračuna se je z rebalansom zvišala za 2,9 odstotka. Od sprejema rebalansa in do zaključka proračunskega leta so nastopile še določene okoliščine, ki so se odrazile v izvršitvi proračuna. Na osnovi 5. člena odloka o proračunu so bile sklepi župana opravljene prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami po posameznih področjih proračunske porabe. Ob koncu leta so bili prihodki realizirani za 289 390 evrov več od veljavnega plana, kjer pa je najbolj izstopalo povečanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je bilo večje za dobrih 83 tisoč, davek na promet nepremičnin, ki je bil večji za dobrih 66 tisoč, prispevek občanov za oskrbo v socialnih domovih je bil večji za dobrih 40 tisoč, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za dobrih 21 tisoč ter refundacija stroškov skupne občinske uprave za slabih 28 tisoč. Skupaj prihodki z zadolžitvami so bili realizirani v višini 11 milijonov 386 tisoč 543 evrov. Odhodki ob koncu leta so bili realizirani za 392 tisoč 99 evrov manj, kot je bilo planirano. Največji prihranki oziroma zmanjšanje realizacije se je pokazalo na naslednjih programih. Pri javni upravi so bili realizirani odhodki za slabe 103 tisoč evrov manj od planiranih, pri gospodarskih dejavnostih je bila poraba manjša za slabih 20 tisoč, to je predvsem zaradi nerealiziranih investicij krajevnih skupnosti. Področje izobraževanja je bilo manjše za dobrih 32 tisoč evrov, največje razhajanje pa se je v koncu leta pokazalo na področju varstva okolja, saj je pri porabi sredstev namenske porabe okoljske dajatve prišlo do delnega zamika investicij v leto 2017 zaradi slabih vremenskih pogojev in oteženega izvajanja gradbenih del. Zato je realizacija bila nižja za dobrih 189 tisoč evrov. Odhodki, povečanje kapitalskega deleža in odplačilo dolgov so bili realizirani v višini 11 milijonov 17 tisoč 310 evrov. Prihodki skupaj z zadolžitvami so bili od odhodkov povečanja kapitalskega deleža in odplačilo dolgov višji za 369 tisoč 232 evrov, kar se v zaključnem računu izraža kot povečanje sredstev na računih. Tako je skupaj stanjem na računih iz leta 2015, na računih na dan 13.12.2016 stanje znašalo 905 838 evrov in se nanaša na namenska sredstva od okoljske dajatve za obremenjevanje vode v višini slabih 449 tisoč, namenska sredstva od najemnine gospodarske javne infrastrukture v višini dobrih 54 tisoč, ostanek lastnih sredstev krajevnih skupnosti dobrih 20 tisoč, razlika 382 701 evrov pa izhaja iz višje realizacije prihodkov in iz prihrankov zaradi racionalizacije stroškov in delno nerealiziranih proračunskih postavk. To bi z moje strani bili najpomembnejši podatki, po mojem mnenju najpomembnejši podatki iz lanskega proračunskega leta. Hvala. Hvala lepa za predstavitev oziroma napoved te točke. Nadzorni odbor občine je obravnaval zaključni račun
pa bi prosil predsednico Ireno Švab-Kavčič, da na kratko pove ugotovitve. Nadzorni odbor daje pozitivno mnenje k obravnavanemu predlogu zaključnega računa. Predlaga pa, da se pri postavljanju ciljev v prihodnjih letih za tekoče leto, tako vemo, da to ni več možno, večja pozornost nameni vidiku kvantitativnega spremljanja realizacije ciljev. Hvala lepa. Odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim. Tudi odbor za finance obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da sprejme zaključni račun proračun občine za leto 2016. Hvala lepa. Gradivo je obravnavala tudi statutarno-pravna komisija. Magistrica Ksenija Klamfer, prosim za mnenje komisije. Tudi statutarno-pravna komisija potrjuje in predlaga sprejem občinskemu svetu zaključnega računa občine. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, lahko glasujemo za enka, dvojka proti. Ugotavljam, da je zaključni račun soglasno sprejet, zaključni račun za leto 2016 soglasno sprejet. Hvala lepa poročevalki. Mi pa prehajamo na 4. točko, to je prostorska točka. Predlog sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Podkubošek v Tepanju. Uvodno predstavitev bo podal sodelavec občinske uprave Igor Frim. Lep pozdrav vsem skupaj. Glede na to, da se srečujete prvič s sklepom o začetku priprave nekega občinskega podrobnega prostorskega načrta, vam bi v uvodu povedal, da je to z zakonom o prostorskem načrtovanju dana možnost za tiste prostorske podrobne načrte, ki niso opredeljeni v občinskem prostorskem načrtu kot krovnem dokumentu, ki smo ga sprejeli konec lanskega leta. Tako da takšnih sklepov bo še verjetno kar nekaj. Sicer pa za OPPN-je, ki so bili predvideni v občinskem prostorskem načrtu, pa še vedno velja, da sklep o začetku priprave takšnega akta podpiše župan. Tako da to je razlika. Zdaj konkretno pa gre za sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za kmetijska zemljišča brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Podkubošek. Torej, to je zdaj en takšnih odlokov, ko sem prej omenil, podrobnih. Osnova za sprejemanje tovrstnih odlokov pa je v zakonu o kmetijskih zemljiščih sprememba zakona, in sicer 3. EA člen, ki govori, da lokalna skupnost lahko sama predvidi in z OPPN-jem sprejme tovrstne zazdalne načrte oziroma te prostorske akte za kmetije, ki so ali potrebne neke širitve, ali kot v tem primeru, ko gre za kompletno preselitev kmetije iz naselja na obronek ali pa na odprti prostor, pri čemer se tudi stanovanjska hiša lahko zgradi pri takšni kmetiji. Vendar zakon predvideva kar stroga merila, recimo pogoj za prestavitev kmetije je, da mora lastnik najprej zgraditi vse te kmetijske objekte in pridobiti uporabno dovoljenje, šele na to lahko zgradi stanovanjsko hišo. Poleg tega je potem tudi klauzula, pod kakšnimi pogoji za posameznika, za firmo, za zadrugo velja izpolnjevanje teh kriterijev, ki jih ugotavljamo preko Ministrstva za kmetijstvo. Prav tako je omejitev v primeru, da pač ni iz vidika kmetijstva takšna gradnja upravičena, je tudi lahko ministrstvo samo kot takšno zavrne. Postopek sicer poteka po zakonu o prostorskem načrtovanju, dodatno pa še zahtevan posebni elaborat, ki mora utemeljiti poseg oziroma to gradnjo na takšnem zemljišču. To je zdaj prvi primer v naši občini, verjetno še bojo sledili nadaljnji.
Tako da posebnost je še tudi ta, no, da pač ti objekti potem ne morejo spreminjati namembnosti. Prav tako, ko bomo spreminjali občinski prostorski načrt, bo potrebno ta zemljišča potem spremeniti v stavbna zemljišča. Komunalni prispevki se pa plačajo normalno že v tej fazi, ko bo sprejet ta zazdalni načrt, se obračuna, kot da je že stavbno zemljišče. Toliko na kratko. Hvala lepa. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Ofentavšek, prosim za mnenje odbora. Hvala lepa. Odbor je za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval predlog sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namembe rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Podkubušek in ga predlaga v sprejetje na občinskem svetu. Pri pripravi odloka se naj vključijo podane pripombe, ki so bile na tem odboru, in pogoji, ki jih je izdal Svet krajevne skupnosti Tekonje. Hvala. Še statutarno-pravna komisija. Predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Podkubušek. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Hren, pa gospod Ofentavšek. Hvala lepa za besedo, vse skupaj, dober večer. Vsekakor podpiram sprejetje tega odloka, ker vemo, v Sloveniji zaradi razpršene gradnje so se mnoge kmetije nekako ujele znotraj naselij, kar ustvarja nelagodje tudi okolici, kakor tudi sami kmetijski dejavnosti in so takšni zazidalni načrti vsekakor pozitivno za ohranjanje kmetijske proizvodne in ohranjanje poseljenosti podeželja in tudi za samo kmetijsko proizvodno, da bomo nekje pač proizvajali prepotrebno hrano tudi za bodočnost. Hvala lepa. Hvala. Gospod Ofentavšek. Hvala lepa. Sigurno je pravilno, da se odločamo in damo možnost mladim kmetom, da se širijo in da razvijajo svojo dejavnost. To je sigurno številka 1. Drugo, kar pa je, drage svetnice in svetniki, moramo se nekaj zavedati. Verjetno nam je tudi pri pripravi OPN-ja ali pa kakokoli že, so nekatere stvari verjetno tudi všle in s tem današnjim našim pa ne Podkubušek, to damo ven, smo se jih od celi naši občini naredili veliko stvari, ki niso dorečene. Zdaj, danes imamo prvi ta primer. Jutri bo drugi, tretji, četrti, ki lokalna skupnost ne bo mogla reči največ. Če gre eden, potem gre drugi in gre tretji. In mislim si, da bi bilo potrebno imeti začrtano eno razvojno pot. Mi imamo kmetijstvo začrtano, vendar nekje. Vse posod to ne more biti. Bodite sigurni, srečali se boste vsi s tem. Ker danes, na primer, je v Tepanju hlev, jutri bo kurja farma, pojutrišnjem še ena zadeva in smo praktično naselje, ki je imelo možno širitve, uničili. S tem je zadeva zaključena. Ja, mi moramo to podpirati, vendar moramo imeti to nekako verjetno, da opredeljeno, kje in kako. Vse posod to ne paše in tudi ne gre. S tem smo ta del Tepanja ob avtocesti za večno zaključili. Za drugje se boste pa srečevali, pa boste verjetno takrat videli, da bi bilo moralo biti pri tem našem sprejetju nekako določeno, v katerih predelih oziroma mogoče je to ta del stanovanjska gradnja, ki bi moralo noter biti upisano, kar tudi je, kmetijstvo je neopredeljeno. In zato se verjetno pa mi odločamo. Smo se odločili tako, da, ampak problemi s tem niso rešeni. Odpirajo se naslednji. Ne sme dobirno zameriti. Mi moramo biti tako fair, da se mi
med seboj pogovarjamo in da so nam zadeve jasne. Veste, v svetu krajevne skupnosti smo mi Podkubuške povabili in je lastnik prišel tam in smo se o tej zadevi pogovarjali. Seveda je zakon o kmetijskih zemljiščih določil, da lahko na sredi njive, kjerkoli god hočete, oni postavijo hlev. Pa ne Podkubuški, vsak. Jaz, vi, vsi vi tu sadimo, če imamo zemljo in so kmetje. Nam noben nič ne more. Edino na kraju pa je tako, da lokalna skupnost pa odloči, če to je tam dovoljeno ali pa ni. Če ni to kar nekaj drugega tam predvideno. Mi pa teh predvidevanj, po moje logiki, to, kar sem jaz v dokumentih pogledal, pač nimamo. To je moje osebno mnenje. Hvala lepa. Hvala. Gospod Peter Koren. Ja, hvala za besedo. Moram reči, da jaz podpiram ta predlog, kajti kmetija, ki je vedna znotraj naselja, je dejansko naselje je moteče za njo in tudi vaščanom ne paše, da je kmetija znotraj naselja. Jaz se ne bojim tega, da bo zdaj to kar postal hobi nas kmetov, da bomo kar, tudi če imaš primerno lokacijo za svojo kmetijo, pa še imaš tam en lepši travnik dol, malo bolj sredi kmetijske zemlje, da bo zdaj kar za hobi šel postaviti si komplet kmetijo tja, ker to ipak predstavlja neke ogromne finančna sredstva, to mora biti kar korajžen človek, da si gre komplet kmetijo predstaviti in dejansko mora biti res utesnen tam nekje, da ne more zdržati tam in je to za pozdraviti, ker bo tudi zatepanje bo to boljši v tem primeru, da bo dejansko se kmetija, jaz mislim, da to tudi ne bo kar v enem letu, ker to ne moraš v enem letu narediti, razen če bo kar dober razpis, pa da bo sprejeta sredstva zravno, reče pa to velik zalogaj. In jaz se sploh ne bojim tega, že pri tistih kozovcah, ki smo razpravljali, jaz imam na 40 mestnih zemljo, pa ne vem, mogoče na enem razmišljam, da bi postavil kozovce, drugače pa ni to hobi kmetov, da bomo zdaj tisti denar še da ga s trudom ustvarjamo, pa ga prešparamo, da bomo zdaj pa si šli kar neke nove strehe delati, ki jih treba vsak tuk cajta obnoviti. Mislim, da to bojo naredili sam tisti, ki res potrebujejo ali pa nimajo druge možnosti, tako da mislim, da ta bojazen, da bo to kar vsakodnevni pojav je odveč. Bo pa verjetno še kakšna kmetija, ki je znotraj naselja in to je za pozdraviti. Tudi pozivam lokalno skupnost, da dejansko pri pripravi dokumentov, pa tudi finančno probamo pomagati dejansko, ker tudi tale študija pa to bojo poštale in mislim, da je v interesu in nas in te kmetije, da se to tako zgodi, da gre izven naselja. Samo, po mojem mnenju, samo za pomagati. Hvala. Hvala lepa. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni več razprave, zato predlagam glasovanje. Enka za, dvojka proti. Ugotavljam, da je predlog sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih v zadevi Podkubušek soglasno sprejet. Hvala lepa poročevalcu. Mi prehajamo na 5. točko, to je zdaj pa gre paket družbenih dejavnosti. Predlog sklepa o soglasju k letnemu poročilu vrtca Slovenske Konjice za leto 2016. Uvodno predstavitev bo opravil gospod Tomaž Popovič, ravnatelj vrtca. Dobro večer, hvala za besedo. V letnem poročilu, ki je bil predstavljen na svetu vrtcev, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za finance je podobno predstavljeno poslovno in računovodsko poročilo. Predstavil bi danes poglavitne točke. Izpostavil bi organiziranost vrtca v letu 2016. Tako kot v preteklem letu smo delovali na 9 lokacijah, število oddelkov se je gibalo med 31 in na začetku leta in 33 na koncu leta. V začetku šolskega leta, se pravi septembrom, se je spremenila struktura oddelkov, ker je bilo upisanih več otrok prvega starostnega obdobja kot prejšnje leto in manj otrok drugega starostnega obdobja. Zato smo imeli več oddelkov prvega starostnega obdobja, kar tudi vpliva na finančno konstrukcijo. Od 1.9. naprej, se pravi začetkom šolskega leta, smo omogočili na vseh enotah možnost vpisa otrok od prvega leta starosti do vstopa v šolo
Prej je bilo tako, da so bili na enoti Pregrad bolj otroci prvega starostnega, na enoti Slomškova in Tatnbach pa otroci drugega starostnega obdobja. S tem starši, ki imajo upisana 2 otroka, se pravi prvega in drugega starostnega obdobja, lahko imajo jih vključene na eni enoti, kar jim je olajšano pri organizaciji in prihodu in odhodu v vrtec. V letošnjem letu smo tudi na enoti Pregrad glede na potrebo staršev dodatno organizirali popoldanski polovični oddelek, ki deluje od 16:30 do 20:30 ure. To je pač nekje odziv na družbene potrebe, ki so trenutno. Potem bi povedal, da je skozi celo leto kot vedno tudi potekalo delo organov vrtca. Svet vrtca je obravnaval teme, kot jih obravnava vsako leto. Mogoče letos bila posebnost v 2016 ta, da smo v postopku sprejemanja novega pravilnika o delu sveta vrtca in navodilu o volitvah in odpoklicu članov predstavnikov sveta vrtca, ker se bližajo volitve za nove člane sveta vrtca in je potrebno pravilnike posodobiti. Iz sej sveta staršev bi mogoče izpostavil to, da smo sprejeli pobude glede organizacije dela med počitnicami in prazniki, kar smo se odzvali. Tudi smo sprejeli pobudo staršev strani enote Loče, da organiziramo več dodatnih dejavnosti, kar smo se tudi odzvali. Omenil bi delovanje sklada vrtca, ki je poleg zbranih sredstev staršev, tudi smo se kot vrtec trudili dobiti še sredstva s pomočjo prireditev, se pravi Vrtec poje, za katere smo prejeli tudi letos donacijo, in pa tudi lutkovne igrice zaposlenih v decembrskem času. V letošnjem letu smo velik del zbranih sredstev na skladu vrtca namenili nakupu dodatnega didaktičnega materiala za oddelke, ker so se ta sredstva nekaj let nabirala, zdaj so se pa sprostila. Izpostavil bi tudi, da izvajamo določene formalne in neformalne oblike starši, druženja starši. Poleg teh ustaljenih druženj znotraj oddelkov smo letos izvedli tudi, se pravi v letu 2016, dodatne predstavitve vzgojnega dela na enoti Pregrad, na enoti Slomškova in na enoti Tatnbach, kjer smo pobliže predstavili senzomotoriko, izkustveno učenje in zdravo prehrano v vrtcu. Te predstavitve so se zgodile v času tudi vpisa, zaradi tega, da so starši dobili dodatne informacije in vtis v vrtcu. Izvedli smo v letu 2016 tudi 6 različnih predavanj za starše, ki so bila obiskana različno. Največja udeležba se je pokazala na predavanju dr. Ranka Rajeviča, ki je predstavil NTC pedagogiko. Na področju delovanja zaposlenih bi mogoče izpostavil to, da smo se v letošnjem šolskem letu lotili reorganizacije delovnih časov strokovnih delavcev. S tem smo zagotovili sočasnost v oddelkih, organizacijo odmorov, ki se izvajajo sedaj po novem tako, da je vzgojno-izobraževalni proces čim manj moten z namenom, s ciljem dvigom kakovosti procesa. Omogočena so bila vsa izobraževanja za strokovne delavce in tudi ostale delavce, kar je temelj profesionalnega razvoja zaposlenih in dvig kakovosti dela. Prednostno pa še vedno delamo na komunikaciji in odnosih, kar menim, da bo tudi ostalo moja poglavitna naloga skozi ta mandat. Mogoče bi omenil pozitivno stvar, da se v letošnjem letu znotraj zaposlenih se sta organizirali 2 skupini, pevski zbor zaposlenih, ki bo skrbel za promocijo vrtca in že tudi sodeluje na raznih prireditvah, in pa tudi lutkovna skupina, ki, kot sem že omenil, deluje in pomaga pri skladu vrtca z nabiranjem sredstev, hkrati pa tudi je v letošnjem letu, v decembru, v lanskem letu nastopala v regiji v drugih vrtcih, kar pa pomeni tudi povezovanje z ostalimi vrtci in s tem tudi delo na strokovnosti. V lanskem letu smo se zadali veliko dejavnosti v sklopu zdravljenja dela na mestu, kar se je tudi
mogoče je tudi del tega se zrcalilo na bolniških odsotnostih, ki jih je bilo v letošnjem letu pri strokovnem kadru manj kot v letu 2015. Delovali pa smo tudi dosti na prepoznavnosti vrtca. Med drugim bi mogoče omenil to, da smo se v oktobru prvič udeležili konjiškega maratona skupaj z otroki vrtca. Ob dnevu zemlje smo organizirali aktivnost, projekt oziroma dogodek Čas je zdaj, s katerim smo se povezali z organizacijami v kraju in s tem pripomogli pri združevanju generacij, pri okoljevarstveni osveščenosti ter oživljanju mestnega jedra. Tudi v letošnjem letu bomo izvedli ta dogodek in sicer 8. aprila, zatorej že vabilo velja tudi danes. Z novim šolskim letom pa smo se tudi vključili v projekt Eko vrtec, s katerim združujemo vse manjše projekte, ki so bili že večinoma aktivni prej in se nanašajo na ozaveščanje pomembnosti ohranjanja zdrave narave in človeka. O finančnem delu bi pa mogoče povedal to, da smo letno poslovanje zaključili pozitivno. Imeli smo presežek prihodkov nad odhodki za 1166 evrov. Na letošnje leto, kaj so bili tisti ključni faktorji, ki so vplivali na poslovanje? Kot sem že prej omenil, se je spremenila struktura oddelkov, manj opisanih otrok, mlajši otroci, kar pomeni manjše prihodke. Potem nova metodologija za obračunavanje cen, ki je bila sprejeta v decembru 2015, to je bilo po tistem, ko smo sprejeli novo ceno, ekonomično ceno vrtca. S to metodologijo pa smo tudi po tem pravilniku pa smo tudi mi dobili strošek boleznin znotraj ekonomične cene in pa strošek sindikata. Potem je bil nov pravilnik o sprejemu otrok. Začetek gradnje 2 novih vrtcev in s tem povezani dodatni stroški. Pokazalo se je tudi določene okvare zaradi dotrajanosti infrastrukture, predvsem Prevrat in pa Tatenbach, kar smo tudi sproti mogli reševati. Pa pokazalo se je tudi v 2016, da smo imeli večjo odsotnost tehničnega osebja v primerjavi z 2015. Zaradi tega smo tudi še iskali sami pri sebi racionalizacije in prihranke. Pri tem bi omenil mogoče sodelovanje z invalidskim podjetjem in s tem uveljavljanje invalidskih kvot. Znižali, optimirali smo še dodatno materialne stroške, nekaj je bilo na račun boljšega razpisa, javnega razpisa pri prehrani, potem pa še dodatni tehnični stroški, recimo tiskalniki, telefonija, odpadki, varovanje objektov. S tem smo si mogoče pokrili kar večji del teh boleznin, ki so nam prišle znotraj ekonomične cene po novem. Povedal bi še glede vlaganja v osnovna sredstva. Vlaganja so bila na enoti Tatenbach. Kot po planu smo realizirali sanitarije prvega starostnega obdobja, ki smo jih mogli ponovno spostaviti. Nismo uspeli realizirati še terase za prvo starostno obdobje, kar nas še čaka. Potem smo morali v enoti Lovče zamenjati pomivalni stroj, ki je tudi se pokazala nujnost, ker je bil tako dotrajan. Potem na Prevratu smo še zamenjali, kot je bilo načrtovano, pohištvo za 5 oddelkov na tej enoti. Na enoti Tepanje smo kupili večnamenski aparat za kuhinjo, potem pa se je tudi izvedel nadstrešek za peskovnik, pri katerem nam je podjetje Oplast iz Tepanja doniralo sredstva v višini 5800 evrov, preostanek pa smo zagotovili iz občinskih sredstev, ki so namenjena za vzdrževanje in vlaganje. Potem se je tudi pokazalo v pralnicah, da so vsi stroji, večji del strojev se je pokvaril, zaradi tega smo jih začeli nadomeščati. Hkrati pa smo tudi na krajevnih skupnostih zagotovili še eno ograjo špitaličev in pa še peskovnik in nekaj igral skupaj s starši na enoti Jernej.
Zaradi stroškov, ki so nastali pri prestavitvi prostorov v Ločah, namestitvi dodatnih, se pravi nadomestnih prostorov, se je še v sklopu rebalansa na koncu leta se je zagotovila dodatna sredstva, da smo to lahko izvedli. Tako da za konec bi mogoče povedal samo to, kot sami veste, smo v gradnji 2 novih vrtcev, Slomškova in Loče. Vse poteka po planu in upamo na najbolje tudi naprej. Prevrat, ja. Prav, hvala lepa za predstavitev. Podrobno predstavitev. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval to poročilo vrtca in prosim predsednika magistra Jureta Levarta za mnenje odbora. Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval to letno poročilo, tako vsebinsko kot računovodsko, poslovno in daje pozitivno mnenje in soglasje k temu letnemu poročilu. Poročilo je obravnaval tudi odbor za finance in premoženje. Stane Frim, prosim za mnenje. Hvala. Tudi odbor za finance in premoženje je obravnaval to celovito poročilo, dali pohvalo, ker so uspeli zniževati stroške, kar bodoče leto ne bo šlo, in predlagamo, da pa občinski svet sprejme sklep o soglasju po letnem poročilu vrtca. Hvala lepa, odpiram razpravo. Gospod Jure Levart. Hvala za besedo. Tudi jaz se pridružujem temu mnenju, ki ga je Stane izpostavil, predvsem z vidika debate, ki smo imeli na odboru za družbene dejavnosti, ob tem, da potekata 2 investiciji, verjetno kar nekaj časa vzameta. Jaz mislim, da je res treba pohvaliti delo vrtca, predvsem tudi z vidika stvari, ki je zelo občutljiva, ohranitve teh enot vrtca v krajevni skupnosti. To se moramo zavedati, da to, da se bolj potegne tudi višja sredstva, tudi večji organizacijski napor in ni čisto tako samoumevno, da imamo lahko vrtce po krajevni skupnosti. In jaz mislim, da moramo vsi skupaj še v prihodnosti res se potruditi, da te enote ohranimo. To bi jaz res rekel hvala. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Prehajamo na glasovanje. Predlagam sklep o soglasju k letnemu poročilu vrtca Slovenske Konjice za leto 2016. Kdo je za? Hvala lepa. Soglasno sprejet sklep o soglasju za poročilo vrtca za leto 2016. Hvala lepa ravnatelju. Mi pa prehajamo na 6. točko. To je predlog sklepa o soglasju k letnemu poročilu zdravstvenega doma za leto 2016. Za uvodno predstavitev bom prosil direktorja gospoda Darka Ratajca. Hvala lepa, župan. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom poskušal na kratko predstaviti delo zdravstvenega doma v preteklem letu. Torej, zdravstveni dom vsako leto na osnovi splošnega dogovora podpiše pogodbo z zavarovalnico, kjer na nek način definiramo obseg dela, katerega moramo po posameznih programih popraviti. V preteklem letu smo praktično vse programe dosegli, presegli, tako da nekako za enih 5-6% smo naredili v letu 2016 več kot leto 2015, ob tem, da nekih pomembnih sprememb koncesij ni bilo. Zdravstveni dom je v preteklem letu dodatno dobil 0,2 koncesije splošne medicine. Zdaj, mogoče po dejavnosti bi izpostavil neke stvari. Torej, v splošni medicini bi izpostavil to, da smo praktično zaposlili vse zdravnice, ki jih v skladu s pogodbo rabimo, torej 2 splošni zdravnici, kar je, bom rekel, en napredek in verjamemo, da bo tudi to imelo določene uspehe glede vpisa pacientov v leto, ki prihaja. Veliko je bilo narejenega na področju dispanzerja za žene. Vi veste, da smo v preteklem letu zaposlili novo ginekologinjo.
Tu se je število pacijent pomembno povečalo, skoraj za 20-30% in dejansko smo tukaj dosegli to glavarino, ki je pomembna in potrebna za financiranje v obsegu 100%. Mogoče za izpostaviti je delo v zobnih ambulantah. Mi smo tudi tukaj obseg dela presegli za več kot 20%, kar je predvsem na področju protetike. Poleg tega si je bilo upravljenih veliko nadstandardnih samoplačniških storitev. Služba NMP, nekako 5% več intervencij je bilo leto 2016 kot 2015. Povprečen prihod ekipe iz zdravstvenega doma na lokacijo je bil 12,5 minut. To pomeni za vse 3 občine, se to štejejo Zreče, Vitanje in pa Konjice. Izpostavil bi mogoče še delo laboratorijev. Mi smo leto pa pol nazaj zamenjali praktično vse celotno opremo in praktično vse storitve na področju biokemije in pa tudi ostalih preiskav delamo tukaj, tako da zelo malo stvari še se naroča druge. Zdaj, če gremo na drugo področje nabave osnovnih sredstev, mi smo v preteklem letu praktično zaključili en ciklus obnove oziroma nabave opreme in pa ostalih stvari. V 6 letih smo investirali preko 1 milijon evrov in v zdravstvenem domu praktično ni več nekega opreme oziroma vozila, ki bi bil starejši ali pa dotrajan. Dejansko pa letošnjem letu pa začenjamo že nov ciklus in zamenjava tistega, kar je bilo zdaj v preteklih letih nabavljeno. Uspešno smo v letu 2016 izvedli recertifikacijo certifikata ISO 9001. Veliko smo dali na izobraževanje, obseg izobraževanja oziroma ur smo podvojili, kar je pomembno seveda za zaposlene in pa za tiste, ki rabijo to, da lahko podaljšujejo licenco. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so uporabniki zadovoljni z našimi storitvami. Mi smo izvedli anketo in povprečna ocena vseh nekih vprašanj je bila 4,8 od 5 možnih. To je precej zelo visoko. Zelo malo je bilo pritožb, imeli smo 2 pritožbe, ki smo jih seveda pač rešili in se dogovorili. Zdaj, kaj za izpostaviti, če mogoče, kar pa je problem, problem je nizka glavarina v splošnih in šolskih ambulantah, to je problem iz preteklosti. Z odhodom koncesionarjev so šli z njimi tudi pacijenti in zdravstveni dom ima pač nizko glavarino. Kaj je tu problem? Problem je, da je to tudi znižano financiranje teh ambulant in zdravstveni dom vsako leto izgubi sredstev za približno eno ambulanto, to je skoraj 100 000 evrov. Torej, mi se trudimo, da to izboljšujemo. V parih letih smo sedaj iz nekje 70% prišli na čez 80%, ampak še vedno je to pač problem, ker v bistvu prehod otrok iz dispanzerjev, torej od pediatrov v šolsko ambulanto se ne izvaja. Če gremo na finance, 3.352.000 evrov prihodkov je bilo v preteklem letu, to je indeks 106 na leto 2015, 3.224.000 je bilo odhodkov, presežek prihodkov na odhodki v letu 2016 je 127.787 evrov. Zdaj, tu bi mogoče izpostavil to, da presežek je nekje ustvarjen v velikem delu ali pa večjem delu iz naslova tržne dejavnosti, ker pač v javni službi smo na nek način omejeni, zato bomo to dejavnost seveda razvijali še naprej, ker drugače bo pač to lahko malo problematično. V leto 2016 smo investirali 157.000 evrov, v tabeli 8 na strani 19 imate seznam, kaj smo nakupili.
Veliko smo vložili v objekt je star, zahteva veliko vlaganj. Zagotovili smo klimatizacijo vseh prostorov v zdravstvenem domu, obnovili kotlovnico, garderobe in pa seveda tudi precej denarja nameni tudi za nabavo opremo. Zdaj, v zdravstvenem domu nas je bilo zaposlenih približno 67, konc leta to je enega več kot leto poprej. Imamo 2 specializantki splošne medicine oziroma družinske medicine. Tako da, kaj se tiče kadra, za bodoče ni problemov, vprašanje je, če bomo jim lahko zagotovili delo, ko bodo to zaključili. Zdaj, kaj bi še mogoče poudaril, bilanci stanja se je povečala za 10%, predvsem na račun ustvarjenega presežka. Vsi kazalniki poslovanja so pozitivno, so izboljšani in kažejo na stabilno delovanje poslovanja zavoda. Zdaj, če zaključim, objektivno lahko rečem, da je bilo leto 2016 eno zagotovo najbolj uspešnih let poslovanja zdravstvenega doma. Tako da ti problemi, ki so bili prej v pomanjkanju zdravnikov, v nekih drugih težavah, so upravljeni. Seveda pa dela tukaj nikoli ne zmanjka, spremembe so pred nami razne, ene bodo dobro vplivali na nas, ene mogoče manj dobro, ampak dobro, naloga uprave je, da vodstvo je, da te stvari pač uredi in da posluje tako, kot je bilo do sedaj naprej. Hvala lepa za izčrpno predstavitev in podobno kot pri prejšnji točki, odbor za družbeno dejavnost in magister Levart, prosim za mnenje odbora k predlaganemu sklepu. Hvala za besedo. Odbor za družbeno dejavnost daje pozitivno mnenje k letnemu poročilu zdravstvenega doma za 2016. Hvala lepa. Še odbor za finance in premoženje, Stane Frim. Tudi odbor za finance je obravnaval poročilo, izpostavil realizacijo programa in tudi finančno dobro poslovanje in predlaga, da občinski svet da soglasje k letnemu poročilu. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Štefanič. Hvala lepa za besedo. Moram reči, da je poročilo dobro napisano, pregledno in razumljivo. Mi je pa všeč, ker lahko preberem in slišim, da zdravstveni dom posluje stabilno in dobro na vseh področjih. Naj se tako nadaljuje in če bomo letos, ne vem kdaj bo, potrjevali, imenovali novega starega direktorja, se velja tega spomniti. Hvala lepa. Hvala lepa. O tem bomo razpravljali, ko bo točka na dnevnem redu. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni več razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k letnemu poročilu zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2016. Piska toliko. Še. Enka. V redu. Ugotavljam, da je sklep s 20 glasovi za, nič proti sprejet. Prehajamo na 7. točko, to je predlog sklepa o soglasju k letnemu poročilu Splošne knjižnice Slovenske Konjice za leto 2016 in predlog sklepa o soglasju k programu dela in finančnem načrtu Splošne knjižnice Slovenske Konjice za leto 2017. Uvodno predstavitev bo opravila direktorica Splošne knjižnice magistrica Renata Klančnik. Hvala za besedo. Dober večer. Kot sem razumela, predstavim kar vse skupaj, kot potem prav. Torej, začela bom pri poslovanju za leto 2016 in sicer je naš zavod še vedno organiziran tako, da nekako zajemamo 3 enote v okviru zavoda, to so knjižnica, center za kulturne prireditve in pa turistično-informacijski center. In na kratko bom povzela najprej vsebinsko, potem pa še finančni del lanskoletnega poslovanja. Torej, v knjižnici smo v lanskem letu nabavili za okoli 3300 enot gradiva, za kar smo porabili okoli 67 000 evrov.
Nadaljevali smo tudi za nabavo e-knjig in e-gradiva. Knjižnična zaloga ob koncu leta zajema okoli 90.000 enot in letno se v knjižnici izvede okoli 295.000 transakcij. V okviru knjižničnih dejavnosti je bilo izvedenih več kot 240 raznovrstnih aktivnosti, ki jih je obiskalo več kot 16.500 obiskovalcev. Med njimi naj omenim pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami za najmlajše, vodenja po knjižnici za vrtce in osnovne šole, projekt Rastem s knjigo za 7. razrede osnovnih šol in prve letnike srednjih šol, potem so tukaj razni literarni večeri oziroma čajanke, festival Spirala ob dnevu splošnih knjižnic in ob tej priložnosti izdaja druge literarne revije Spirala, potopisna predavanja, tematske razstave v knjižnici in pa zaključek bralne značke, vse z namenom, da še poudarimo vlogo knjižnice kot kulturno-izobraževalnega središča. Hkrati smo pripravili tudi več informacijskih opismenjevanj za osnovnošolsko mladino in srednje šolce. Preko spletne strani knjižnice obveščamo o aktualnih dogodkih zavoda, svoje aktivnosti pa objavljamo tudi na Facebook strani knjižnice in na portalu Občine Konjice. Uporabniki lahko v knjižnici pridejo tudi do vrste kvalitetnih digitalnih virov in do vseh potrebnih podatkov, ki jih pač potrebujejo. Na spletni strani imamo tudi povezave do številnih kvalitetnih elektronskih virov. V okviru Centra za kulturne prireditve, kot veste, organiziramo prireditve javnega in pa tržnega značaja. Mogoče številke ne povedo dosti, pa vendarle je prav, da jih navedem. Tako smo v letu 2016 izvedli 27 prireditev javnega značaja, s tehnično oziroma programsko podporo pa smo pomagali pri tudi drugim organizacijam pri 71 prireditvah javnega pomena. Med najodmevnejšimi oziroma najzahtevnejšimi prireditvami so bile zagotovo Svečana akademija ob slovenskem kulturnem prazniku, prireditev ob dnevu zemlje, jurjevanje, prireditve v sklopu konjiških dni, naznanitev trgatve, festivali popise v Kartuziji, odprtje 25 dnevov evropske kulturne dediščine, prireditve v sklopu zimske pravljice in pa na koncu tudi silvestrovanje. V sklopu tržnih prireditev smo organizirali 21 prireditev, sem štejemo gledališke predstave za odrasle in najmlajše. Na novo smo uvedli abonma za mladino z izobraževalnimi in poučnimi vsebinami, izvedli 5 koncertov, 3 v sklopu poletnih večerov v Kartuziji in 2 v Starem trgu. Novost je tudi brošura Kdaj, kje in kaj, ki ste jo imeli priložnost tudi prejeti oziroma spoznati, prebrati, v kateri je program vseh prireditev zavoda po enotah za sezono 16-17. V njej pa so seveda tudi druge koristne informacije in napotki za obiskovalce. V okviru zavoda smo spremljali tudi razpisno dejavnost z področja knjižnice, kulture in kulturne dediščine in se na nje tudi prijavljamo. V okviru centra pa je treba izpostaviti tudi dobro sodelovanje s kulturnimi društvi pri organizaciji njihovih prireditev oziroma njihovo sodelovanje pri naših prireditvah. V okviru turistično-informacijskega centra so bile glavne naloge usmerjene na pripravo in prodajo turističnih programov, prodajo izdelkov in spominkov ter oglaševanju in promociji. Zdaj v sklopu priprave in prodaje turističnih programov ob pričetku turistične sezone smo pripravili različne pakete, ki pa se ob najavi obiskovalcev največkrat tudi individualno prilagajajo željam le-teh. Tako je bilo v lanskem letu prodanih okoli 11.000 vstopnic za ogled Kartuzije, omogočili smo cirka 1700 brezplačnih ogledov, na območju celotne občine imeli 250 vodenih skupin in pa okoli 12.700 obiskovalcev tradicionalno kulturno-turističnih dogodkov, tako da nekako ocenjujemo, da je bila skupna ocena obiskovalcev tam okoli 25.000. Naj še omenim, da je bil v mesecu oktobru potrjen načrt razvoja in trženja turizma tako za našo občino, kot tudi za destinacijo Rogla-Pohorje, kar ste imeli priložnost tudi slišati na seji v mesecu oktobru. Tudi za pripravo le-tega smo zaposleni na zavodu sodelovali na več kot 100 delovnih srečanjih in oba dokumenta sta sprejetjem postala temelj vseh nadaljnjih aktivnosti in delovanja na tem področju. Kar se tiče prodaje izdelkov, tudi tukaj v prodajo poskušamo vključevati zanimive nove izdelke in spominke s poudarkom tudi na lokalni identiteti. Kar se pa tiče oglaševanja in promocij,
Kot že nekaj let je večinoma potekala v sodelovanju z občino Slovenske Konjice, z Deželo Celjsko, Razvojno agencijo Kozjansko, turistično destinacijo Rogla, Pohorje, Združenjem zgodovinskih mest in pa preko Slovenske turistične organizacije. Udeležili smo se 25 promocijskih dogodkov doma in v tujini, izvedenih pa je bilo tudi nekaj študijskih tur za tuje novinarje in vse dogodke v občini smo spremljali in oglaševali skozi tedenski napovednik. Kar se tiče financ, v poslovanje smo zaključili pozitivno z minimalnim presežkom prihodkov v višini 774 evrov. Sredstvi smo ravnali gospodarno, ekonomično, celotni prihodki so znašali dobrih 770 tisoč evrov, bili so večji za 9%. Na drugi strani, oziroma lahko bi še izpostavili, da so lastni prihodki zavoda znašali 178 tisoč evrov, kar predstavlja 23% delež v vseh prihodkih in ti prihodki so porasli za 17% glede na leto 2015. Kot sem že rekla, za sredstvi smo ravnali gospodarno, ekonomično in tako kot sem že omenila, zaključili pozitivno. Kar se tiče samih stroškov, ste v samem poročilu imeli priložnost prebrati, kje smo kaj prišparali, kje smo porabili več, tako da zdaj podrobnosti se ne bi spuščala. Lahko še samo rečem, da smo tudi za kulturna društva porabili načrtovana sredstva, torej slabi 34 tisoč evrov, da pa lahko poudarim, kot že vsako leto, da društvom omogočamo uporabo prostorov, ki jih imamo v upravljanju praviloma brezplačno, ter jim nudimo tudi tehnično podporo pri izvajanju njihovih prireditev. Za osnovna sredstva smo porabili borih 12 tisoč evrov in še od tega je šla polovica za dokončanje obnove toplotne podpostaje. Izvajali smo tudi tekoče investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in pa objektov v upravljanju, tako da bi se, kar se tiče poročila, tukaj zaključila. Pa še nekratko se dotaknem samega programa dela. Torej, tudi program imamo zastavljen po vseh 3 enotah, knjižnica, center in pa turistično-informacijski center. Kot vsako leto poudarim, osnovne naloge v knjižnici so seveda promocija knjižnične dejavnosti, enakomeren razvoj knjižnic v mreži, nabava kakovostnega gradiva, kvalitetne obknjižnične dejavnosti, spodbujanje bralne kulture pri mlajših in pa seveda dolgoročni cilj, o katerem sem že večkrat govorila, pa je povezan z investicijami, o čemer bom malenkost več povedala kasneje, ko se bom dotaknila širšega kroga investicij v zavodu. V okviru Centra za kulturne prireditve tudi za to leto načrtujemo izvedbo najrazličnejših prireditev, med njimi tudi že tradicionalne, jurjevanje, naznanitev trgatve, martinovanje, poletne glasbene večere, zimsko pravljico in silvestrovanje. Pomagali bomo tudi drugim organizacijam pri njihovih prireditvah. Sicer pa smo prireditve za sezono 2016-17 predstavili v brošuri, ki sem jo prej omenila. V sklopu sezonskega programa imamo prireditve z izobraževalnimi vsebinami in za sprostitev, koncerte v okviru poletnih večerov, gledališke predstave v okviru maja. Novost so tako imenovana prevetravanja v okviru knjižnice, to so pač različni tematske večeri na različne teme. Tako imenovane kresničke, to so prireditve za otroke, ki bodo v poletnem času in sicer v parku, tukaj pod dvorom Trebnik, ter pa poletnice, to pa so poletni koncerti v Starem trgu, s čimer želimo seveda tudi na nek način sami pripomoč, da bi se več ljudi zbiralo v trgu ob prijetnih poletnih večerih. Seveda bomo v septembru izdali novo brošuro, kjer bodo zajeti dogodki oziroma prireditve za naslednjo sezono 17-18. Promocijo bomo vršili enako kot doslej, kot sem že prej omenila, ne bom ponavljala, sofinancirali in nudili podporo ljubiteljskim kulturnim društvom. Kar se pa tiče TIC-a, pa so ključne naloge povezane z osnovno dejavnostjo TIC-a usmerjene v izvajanje načrtovanih aktivnosti iz načrta razvoja in trženja turizma, tako občine kot tudi destinacije. Za leto 2017 ta plan aktivnosti konkretno predvideva oblikovanje, promocijo in pa trženje skupne turistične ponudbe destinacije, posodobitev in optimiranje spletne strani ter nadgradnja digitalnega marketinga, ustanovitev turistične kooperative kot nekake krovne DMO organizacije. Seveda se bo v prihodnje pokazalo, ali je ta turistična kooperativa prava oblika ali ne.
vzpostavitev sodelovanja z Incoming turistično agencijo, aktivnosti na področju različnih razpisov, predvsem smo letos aktivni že na razpisih tako imenovanega LAS-a, potem nadgradnja projekta Okusi Rogle, v katerem so vključeni tudi naši ponudniki, promocija in trženje največjih turistično-kulturnih dogodkov v destinaciji, oživljanje starega mestnega jedra in pa seveda še izziv, ki se že vleče nekaj časa, prostori Tica. Zdaj, kar se tiče investicij, na investicijskem področju se načrtuje, če bomo seveda uspešni na razpisu Ministrstva za kulturo, nadaljnja obnova dela zgornjega gospodarskega poslopja v Žički Kartuziji, za kar smo projekt že prijavili na razpis. Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, se pravi enota Celje, bomo sodelovali pri pripravi celovitih konzervatorskih načrtov za prenovo Kartuzije, pri čemer se bo ta najprej pripravil za cerkev, ki je seveda, kot vsi vemo, zelo ogrožena. Konzervatorski načrti bodo osnova za pridobitev projektne dokumentacije, to pa vsi vemo, pa je pogoj oziroma seveda osnova za pridobitev različnih finančnih sredstev na razpisih. Kot že omenjeno, že nekaj časa iščemo rešitve za boljše prostore Tica, ampak se v zvezi s tem še nismo dokončno dogovorili. Ne smemo pozabiti na dokončanje kulturnega doma Loče. To je v preteklosti zaradi finančnih težav izpadlo. Čaka nas torej energetska sanacija in obnova dvorane, za kar bo zagotovo potrebno iskati tudi sredstva na razpisih. Kot sem že prej omenila, dograditev knjižnice Slovenske Konjice že nekaj let na vsakem občinskem svetu v programu to izpostavljam. Potrebno se bo zavedati, da bo treba razmišljati nekje v prihodnje tudi o tem, namreč soočamo se resnično z veliko prostorsko stisko za mladinski oddelek, nimamo domoznanskega oddelka, nimamo arhiva, računalnica je premajhna oziroma zgodilo se bo, da bodo tudi prostori za oddelek za odrasle premajhni za odlaganje polic. Tudi o tako imenovanih e-knjigah, ki bi naj bila bodočnost knjižnic v prihodnje, je pravzaprav lahko rečem, da še dolgo tega ne bo v taki meri, da pa bi lahko mi na ta račun te prostore v knjižnici, kjer imamo zdaj police, porabili za druge namene. Torej, kot smo se pogovarjali na vseh odborih, kjer sem predstavljala naš plan, je bilo izpostavljeno oziroma sem predlagala, da se v občini nekako pripravi plan potreb po dolgoročnem načrtovanju investicij projektov v skladu s potrebami za vse zavode, ki jih pač občina ima v svojem, oziroma katerih je ustanovitelj. Če se še čisto na kratko finančnega poslovanja za letošnje leto dotaknem, finančni program je pripravljen na osnovi sprejetih proračunov občine ustanoviteljice in pogodbenih partneric, to so občine Zreče in Vitanje, na podlagi doseženih lastnih prihodkov v preteklem letu in pa na podlagi odobrenih in ali ocenjenih sredstev strani državnih inštitucij in je uravnotežen na prihodkovni in odhodkovni strani. Skupne prihodke načrtujemo v višini okoli 778 tisoč ter odhodke v višini okoli 778 tisoč in odhodki na drugi strani v višini 776 tisoč. Hvala lepa, že skoraj brez glasu. Hvala za izčrpno predstavitev tako poročila kot plana dela. In gremo po analogiji prejšnjih točk. Odbor za družbene dejavnosti, magister Jurij Lebar, prosim za mnenje odbora k predlogu obeh sklepov, poročilo in plan dela. Ja, odbor družbene dejavnosti daje pozitivno mnenje najprej k poročilu dela za 2016, kakor tudi pozitivno mnenje k programu dela za finančnemu načrtu splošne knjižnice 2017. Hvala lepa. Odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim, prosim za mnenje odbora k obem predlogom, se pravi poročilo in plan. Hvala. Tudi odbor za finance in premoženje je razpravljal o poročilu in planu in bi izpostavil tudi veliko število dejavnosti in aktivnosti, ki so se zvrstile v okviru danih sredstev.
pohvalil tudi povečanje prihodkov iz same dejavnosti. Pri načrtovanjih pa nas je zanimala tudi nadaljevanje obnove v Kartuziji, kjer je bilo fajn, da se potem, ko bodo ti dokumenti konzervatorski načrti pripravljeni, da se tudi mogoče širše to predstavi. In nekje smo tudi podprli da se nekje pregled potrebnih investicij na tem področju predstavi v okviru nekega dolgoročnega načrta, prioritet. In predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k poročilu za leto 2016 in tudi poda soglasje k programu dela za leto 2017. Hvala lepa. Poročilo o delu in pa plan dela TIC-a je obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, turizem in podjetništvo in poprosil predsednika gospoda Stanka Kolarja za mnenje. Hvala lepa za besedo. Odbor se je precej podrobno seznanil tudi z tem poročilom in glede na pozitivne trende, ki jih izkazuje poročilo in na ambiciozne načrte v letu 2017, ki temeljijo na strategiji in dokumente, ki smo jo sprejeli v letu 2016, daje soglasje tako k poročilu, kot tudi k planu dela za leto 2017. Hvala lepa. Odpiram razpravo po obeh točkah, se pravi poročilo in plan dela. Slavko Hren. Hvala lepa za besedo. Na odboru za družbene dejavnosti smo razpravljali o prostorih, ki jih ima TIC, in vsekakor od vseh dejavnosti, ki jih je treba voditi v tem smislu, ker te prostori so danes, če smo milo rečeno, neugledni in so nekako slabše ogledalo, kot je resnični turizem in pa v naši občini. In bi morali na vsak način nekako podpreti to, da bi pač TIC dobil nove prostore, uglednejše prostore z vsemi drugimi opremo in vsem tem, kar pač pritiče eni taki turistični občine, za katero se mi imamo in bi se tudi morali imeti. Hvala lepa. Hvala. Stanko Kolar. Ja, ker je bila prejšnja točka pravzaprav poročilo, pa če še malo se navežemo na širše, odbor je seveda razpravljal tudi o tem delu, ki se tiče prostorov TIC-a. In ne prvič je sprejel že par sklepov v preteklem letu, kjer napotuje občinsko upravo, da poskuša najti način v lanskem letu za rezervacijo sredstev, ki bodo prav gotovo potrebna, da se to realizira, ker prostori, ki jih trenutno zasedamo, so v najmanjši meri neugledni in niso ogledalo turizma v naši občini in tukaj bo treba urgentno nekaj storiti. Seveda bi bilo neumno, da bi zadeve počeli tako, da skočimo v bazen brez vode. Zdaj trenutno potekajo zadnja usklajevanja glede ustanovitve te naše zadruge oziroma kooperative, ki bi naj upravljala z destinacijo Rogla-Pohorje. In mi računamo na odboru in smo to tudi podprli, da bomo uspeli najti model, po katerem bomo ta sedež umestili v mesto Slovenske Konjice kot najbolj reprezentativno mesto, kar se tiče predstavljanja te naše regije, če govorimo, da so Zreče bolj športno in pa Rogla sploh športni del. In verjamemo, da se boste uskladili na nivoju občinskih uprav, da uspete to nekako v letošnjem letu doreči in zaključiti in da ta model postavimo in da se dogovorimo potem tudi za namembnost takšnih prostorov, ki so zdaj že nekako ena opcija obstaja. Ta opcija bi seveda bila v fleksibilnosti, namembnosti verjetno uporabna kot odskočna deska za predstavljanje in našega TIC-a kot občinskega dela, kot tudi destinacije Rogla-Pohorje. Tako da nekako s sklepom smo tudi naša pričakovanja oblikovali v en predlog, da se te stvari res letos zaključijo v skladu z ustanovitvijo te kooperative in dogovorom o modelu delovanja te kooperative destinacije Rogla-Pohorje v letu 2017 in da se najdejo skupne rešitve, ki bodo pravzaprav na nivoju sinergije prinesle verjetno večje učinke, kot pa če delamo parcialno in samo za TIC. Hvala lepa. Hvala lepa. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni več razprave, zato predlagam
Najprej sklep o soglasju k letnemu poročilu Splošne knjižnice Slovenske Konjice za leto 2016. Kdo je za? Oziroma za proti, tak. 21, se pravi, soglasno sprejeto. In pa drugi sklep o soglasju k programu dela in finančnemu načrtu Splošne knjižnice za leto 2017. Glasovanje. Ugotavljam, je tudi ta sklep soglasno sprejet. Hvala lepa direktorici. Mi pa prehajamo na 8. točko. To je predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Šolski center Slovenske Konjice Zreče. Uvodno predstavitev bom prosil gospoda Jožeta Hlačarja, predsednika KVIES-a. Hvala lepa, predsedal. Svet zavoda Šolski center Slovenske Konjice Zreče je občino pozval k imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda. Starim članom namreč podjeka mandat in tako zadevo postaviti na novo. KVIES je naredil potrebne korake, dobil je 3 predloge in v svoji seji je te predloge obravnaval. Potem predstavili smo vsakega kandidata posebej in potem tudi o vsakem glasovali. Na koncu je zadeva biti sledeča. Nataša Koprivnik je dobila 1 glas, Branko Bračko 3 glasove in Milena Prečko 1 glas. KVIES tako predlaga občinskemu svetu, da za člana sveta zavoda Šolski center Slovenske Konjice Zreče imenuje Branka Bračko. Hvala lepa, odpiram razpravo. Gospod Štefanič. Hvala za besedo. Jaz malce dvomim o imenu gospoda Branko Bračko. Namreč gospod kolega je tudi član odbora za gospodarstvo, podjetništvo in turizem občinskega sveta in tam ostali odsotni Branko Bračko. Jaz sem ga samo enkrat videl. Govorim zaradi tega, verjetno je toliko zauzet, da me zmore in a bo zmogel tudi tam biti. Ne bo zgolj številka, ki bo manjkala na teh sejah, ko bodo. A je to, bom rekel, vprašal, najboljša možna rešitev. Da je zgolj na papirju tam, ne? Ker jaz mislim, da je smisel, da kdorko že je, da sodeluje. Ni važno, z katere stranke, ampak da tvorno sodeluje. Če ga pa ne bo, tako kot ga ni na teh sejah, ne vem. Ja, to je bolj retorično vprašanje, ne? To je njegova volja. Njegova volja. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Stisnemo glasovanje za, proti. Hvala lepa. Ugotavljamo, da je z 18 glasovi za, nihče proti, Branko Bračko imenovan za člana sveta zavoda Šolski center Slovenske Konjice Zreče, se pravi predstavnik občine v tem svetu. Prehajamo na 9. točko, to je vprašanja in pobude. Najprej bi napovedal naslednjo sejo, ki bo 20. aprila, četrtek 20. april, pred prazniki še, da ne bi imeli potem zagat s planiranjem prvomajskih počitnic. Na ta dan, to je dan zemlje, bomo ob 10. uri na centralni čistilni napravi že tradicionalno skupaj z otroki iz vrtca posadili eno lipo. Hkrati bi vas povabil na jurjevanje 22. aprila, ki se bo začelo že, mislim, ob 9. ali pa najkasneje ob 10. uri in bo trajalo ves dan. Med drugim tudi srečanje pevskih zborov mest za usnjarsko tradicijo, v glavnem pestro dogajanje. Ena formalnost, na mizo ste dobili en obrazec za prijavo darila kot občinski funkcionarji. Če so kakšne potrebe, izpolnite in dajte Mojci, da
da to formalnost opravimo. In pa opozoril bi vas, v današnjih novicah je objavljen razpis za podelitev občinskih priznanj. Jaz mislim, da je rok kar dolg, tako da bi potem na majski seji glasovali o teh občinskih priznanjih. Zdaj pa je beseda vaša, vprašanje pobude. Stanko Kolar. Ja, še enkrat hvala za besedo. Jaz bi izkoristil priložnost, da bi našo javnost tukaj na tele seji informiral danes, da sem kot predsednik odbora za gospodarstvo prijel en predlog projekta, ki ste ga tudi dobili na občini, ga je dobila direktorica uprave, in sicer razpis Interreg Mediterranean. Je pa to razpis, ki nažalost pričakuje od nas, da se ne kot razpisno prijavimo, ampak da se kot sodelovanje prijavimo, razpis pa potem poteka malo kasneje, ampak tole soglasje k prijavi bi bilo potrebno oddati do jutri, do vključno jutri. Je pa zadeva za vsebino za 160 000 evrov, gre se za promocijo občine Slovenske Konjice, če ga prijavimo kot občina Slovenske Konjice. Seveda je pa zadeva možno razširiti tudi na destinacijo Roglo-Pohorje, ker že govorimo, da ta sredstva pridobivamo oziroma iščemo nove vire za delovanje te destinacije. Jaz mislim, da je bil tale projekt odlična odskočna deska, če bi seveda uspeli sploh na tem projektu zraven. Ob teh 160 000 evrih vrednosti tega projekta se pričakuje okoli 20 000 evrov sofinanciranja strani občine. 85% je strani tistega, ki pripravlja razpis. To nam je posredovala gospa Nina Dokuzov, strokovna sodelavka na Ministrstvu za gospodarstvo in pa zdaj vede direktorica Sevta v Vitanju. Tako da bi tudi po tej liniji verjetno bilo koristno oziroma bi marsikaj več dobili iz tega projekta, če bi se odzvali, kot da bi se želeli prijaviti. Tako da jaz dajem pobudo, da o tem jutri na občinski upravi razmislite in tole eventualno tudi oddate tole vlogo. Imam pa še eno drugo pobudo, ki se zopet nanaša malo na varstvo na naših prometnih površinah. Jaz verjamem in vem, da so projekti pripravljeni, kar se tiče naše povezovalne ceste od bodočega krožišča pri Hoferju proti Oplotnici. Je pa res, da tale del od table Slovenske Konjice pa do table Bezine je pa katastrofa. In sicer tam, ko se peljemo iz Konjic proti Bezini, se za ovinkom pač konča mesto Konjice, kjer se omejitev zviša na 90 km. Cesta je ozka in je v slabem stanju in tam manjka cirka 200 metrov pločnika. Zdaj, ker vem, da pločnik je zadevo nemogoče rešiti v kratkem roku, tam je tudi neka kozja stezica tja čez potok in pa potem dol čez novo naselje. Je pa definitivno možno postaviti eno tablo in omejitev, ki bi pač nekako tudi formalno varovala pešce in otroke, ki hodijo po tej poti v Konjice, da ne bi prihajalo mogoče v prihodnosti do kakšnih neljubih dogodkov. Druga enostavna alternativa pa je, če je seveda izvedljiva, pa to, da se tabla Bezina pomakne bliže Konjicam in je pač to vse skupaj primestno naselje, ker so dejansko hiše v tem novem naselju, kot radi rečemo pod Lisico, že praktično Bezina, tabla je pa potem šele na konc tega naselja. Ne vem, kaj to urbanistično pomeni, kakšne so možnosti, definitivno pa verjetno je znak, se da urediti. Jaz pač na to apeliram, ker sem dobil pobudo, da se pač nekaj naredi do dokončne rešitve, ki bo pa verjetno bolj celovita, kot pa ta moj predlog. Ampak ena kratka omejitev, verjetno se pa da doseči na tej razdalji teh 200 metrov, da se pač... Bom dal kar odgovor direktno, ker smo to že posredovali, to pobudo na Direkcijo za infrastrukturo, ali pa grem od začetka. Predstavitev table ne gre kar tako, tam še je vešenik. Drugo, tista kozja steza pomeni tudi to, da se otroci lahko izognejo. Je pa začasna rešitev, da smo si na jasnem. Ampak ima možnost, da se izogne, da ne hodi po tej resnično nevarni ali pa čudni cesti. V tem trenutku, glede omejitve, smo tudi podali predlog, pa smo že dobili pisno stališče stroke, ker gre za državno cesto, ne za občinsko, da omejitev na tem odseku ni upravičena, tako so dali odgovor. Bo pa vseeno lažje, bom rekel takole, ravno danes smo imeli tu predstavnike oziroma direktorja Direkcije za infrastrukturo
z sodelavko, da smo neke stvari premaknili in resnično obstajalo realni načrt, da bi krožišče zgradili mogoče v naslednjem letu 19-20 pa to cesto, o kateri se pogovarjamo. Se pravi leto 2019-2020, nekje v finančnem smislu, seveda bolje realno za ta rondo kot za tisti drugi del. To bomo videli, kako se bo uspel ta žakelj napolniti. To smo pa mi že posredovali, to pobudo. Če se lahko samo še enkrat tako v debati, na kratko, res je zelo nenavadno, da imamo pločnik praktično čez celo Bezino in da v bistvu povezovalni del od Konic pa do tega novega naselja, kjer je dolg približno 200 metrov, je res trapasto nevaren, ker če se tam pelješ, ljudje hodijo po cesti, tisti kozje steza je v bistvu kot neka alternativa, po mojem tudi ni uradna pot. In kakorkoli zdaj, a je tam Bezina ali Vešenik z tablami, če je tam Vešenik, potem se pa ne tabla Vešenik postaviti si 200 metrov potem Bezina. Ne vem, ampak je pa zadeva dejansko zelo nevarna in da se nekdo zgovarja na tak način, je pa treba, ne vem, res pritisk izvršiti, da se te stvari rešijo, ker tam bo nekoč nekomu se nekaj narediti. Glejte, mi smo podali, odgovor je bil takšen, kot je bil. Zdaj politika nad stroko ne more iti, in takšen je bil odgovor. Upamo sam, da bo to čim prej ta čudna točka odpravljena. Še želi kdo da vprašanje? Gospod Štefanič. Za konec. 9-krat smo nocoj glasovali. 8-krat je bilo soglasno, vse sprejeto. Pa sem pa razmišljal moče zaradi tega, ker smo v začetku testirali na enko. Drugič, tretji predlog, da še testiramo proti. Ampak tega da deluje. A ja, ne veste, če se sploh užge? Ja. Ok, hvala. Gospod Čakš. Gospod Čakš. Še malo še. Jaz smo pa na veselo novico in tudi vabilo, jutri vas vabim tam enih 12:30 ali 13 uri v Loče vrtec, naredili smo streho ali rušt, tako se reče, pa da bi pogledali skupaj od našega okosnjaka vrtec in malo pogledamo, kako je napravljeno, kako je lepo napravljeno, pa kak še bo lepo naredito. Prijte, glasite se, ne bo vam dolg čas. Pa čelade se bojke, še vedno gradbišče. Bomo odstranili tiste predmete, kam je upadne, tako da ne pokrivamo. Prav, hvala. Še želi kdo besedo? Če ne, se vam zahvaljujem za konstruktivno razpravo in zaključujem 23. sejo občinskega sveta. Hvala lepa.